Katja, Laura, živijo? Živijo. Jaz sem v tem studiu vedno malo vznemirjena, a sem sama v tem, ali ste vedve z mano, pa lahko delimo? Smo s tabo. Smo, ja. Ampak vedno ste vznemirjena vajeni. Katja, tebi so zelo blizu športi z večjim tveganjem, kot je canyoning. Zakaj imaš rada ta adrenalin? Zakaj ti je to blizu? Predvsem zaradi tega, ker raziskuješ naravo, ker so take zabavne stvari vključene, kot je skoki v vodo, lahko tudi z visokih mest. To pomeni, da pač obstaja trenutek, ki ga ne smeš kiksniti. To pomeni, da pač kar se odrineš, da se odrineš varno in da preletiš v vodo varno. In potem je važna še globina vode, ki jo pa včasih ne moreš preveriti. Tako da potem izbiraš med ali skokom ali pa pač spustom po vrvi. Pa ti je všeč ta občutek vznemirjenja, takrat, ko se moraš odločiti? Odvisno kdaj, večinoma ja, ampak če pa rata preveč, pa ne toliko zelo, no. Zdaj to, o čemer se medve pogovarjava, laiki imenujemo adrenalinski športi. Športni pedagogi zavijajo ob tem z očmi, ker pravijo, da vsi športi, sploh ko pride do tekmovanj, vključujejo adrenalin. Laura, ti si svetovna mladinska prvakinja v šahu. Kako je z adrenalinom pred tekmami? Ja, torej, šah je taka miselna igra, ki navadna oseba ne bi rekla, da je neke vrste sploh adrenalin vmes, vendar tako pred tekmovanji se pojavi ta napetost, ta želja po zmagi in približno 1 uro pred začetkom sem kar nervozna, moram reči, in se pojavi, mislim, da tudi pri vseh drugih adrenalin in ki daje ta zagon za naprej. Ampak brez tega adrenalina se mi zdi, da ti ne moreš, da tebi pomaga. Seveda, ja. Sem imela tudi izkušnje, ko sem bila brez adrenalina in je bilo čisto drugače, tako da več adrenalina bolje je. Kako pa je bilo takrat? Moram reči, ko sem bila v tem obdobju, sem igrala nekaj slabših partij mojega življenja. Torej z adrenalinom naprej in do zmag. Tako. Katja, ti pa adrenalin izrabiš ali ga krutiš? Jaz ga krutim. Kako pa? V bistvu tako, da si zmanjšujem recimo temu neke izzive, Če je zelo visoko, potem si probam približati. Ali pa, da vizualiziram, kako bom zadevo speljala, Pa veste, kaj je to adrenalin? Ja. Je že nadledvični. Ne bomo zdaj vsega razkrili, bomo raje pogledali izjavo. Adrenalin je stresni hormon, ki nastaja v nadledvični žlezi. Nadledvična žleza je parni organ, ki leži na ledvicah in izloča 3 stresne hormone. To je adrenalin, noradrenalin in kortizol. Zdaj, kadar se mi v neki stresni situaciji pripravljamo bolj v smeri boja, takrat se izloča hormon noradrenalin. Kadar se pripravljamo v smeri bega, se izloča adrenalin. Kaj adrenalin naredi? Adrenalin nam v bistvu dvigne srčni utrip, skrči nam žile na periferiji, se pravi v koži in v neaktivnih organih in se kri preusmeri v aktivne mišice in v srce, v aktivne organe. Takrat potem nam poveča produkcijo energije za aktivne mišice, širi nam dihalne poti, kožo začutimo kot hladno, znojno, ravno zaradi tega, ker sem rekla, da se zožijo žile. Adrenalin se sprosti, smo rekli, v stresni situaciji, ko ta stres mine, koncentracija v krvi pade in to mi začutimo potem kot neko olajšanje, zadovoljstvo, mir. Tako, zdaj vemo, kako deluje naše telo. Kako pa se vedno počutite takrat, ko je vznemirjenje na višku, Katja? Ena taka energija gre iz glave do pet in potem nazaj. In potem je trenutek, ko pač moraš nekaj narediti ali pa nič. Laura? Se popolnoma strinjam z njo, je res nek tak trenutek, ki ga začutiš, telo ga začuti in reagira. Zdaj, nekateri ljudje si vznemirjenje želijo tudi priklicati v vsakdanjem življenju, recimo z ogledom grozljiv, ko vam je tukaj blizu? Nekaj dosti. Ne. Pa boste zdaj zamežali, ker si bomo ogledali eno, v kateri nastopajo pajki, kače in še 2 človeka, zatem pa še epski film. Z nami sta še vedno Katja in Laura. Kako pa je z adrenalinom in vznemirjenostjo v vsakdanjem življenju? Ga potrebujete oziroma jo potrebujete ali ne, Katja?
Jaz najraje vidim, če ga ni v vsakdanjem življenju. Laura? Ja, se moram strinjati, še posebej s takimi obveznostmi, kot so šola ali služba. Ni fino zamujati, pa da je živčnost. Ne. Kaj pa so naslednji cilji tvoji, ki bojo gotovo prinesli adrenalin, oziroma ga boš mogoče še potrebovala? Ja, jaz bi zelo rada tekmovala pri ženskah članicah in bi mogoče čez nekaj let tudi postala svetovna članska prvakinja. Okay, bomo stiskali pesti in jih že stiskamo. Hvala. Katja? Jaz pa še vedno sanjam tako o kakšnem neodkritem kanjonu, ki bi ga sama navrtala, oziroma pač z ekipo. Pa odprava me še zanima zelo. No. Kam? To je še zelo odprto, no, zato ker zdaj trenutno se še malo bojujem z eno poškodbo staro, tako da, ko bo to odpravljeno, potem bojo pa padali konkretni cilji, verjetno. Čim bolj mirno ali čim bolj vznemirljivo? Vmesno bo mirno, potem pa vznemirljivo. Okay. Srečno obema na poti tja, mi pa se zdaj selimo v vetrovnik.